Josip Gorinšek je za mnoge neznanka v slovenskem likovnem prostoru. Sam sem se prvič srečal z njegovo umetnostjo, ko sva s Tomažem Brejcem leta 2020 pripravljala skupinsko tematsko razstavo na temo zelene barve z naslovom Zeleni rez in sva iskala zelene grafike. Takrat me je Tomaž Brejc opozoril, da bi mogoče lahko povabila k sodelovanju na tisti razstavi Josipa Gorinška. Žal gospoda Gorinška jaz osebno nikoli nisem srečal, zaradi tega, ker je bil že takrat bolan in v bolnici in je potem na začetku leta 2021 tudi umrl. Razstava Geonova v podnaslovu Vibracije in variacije je nekakšna pregledna razstava. Na tej razstavi imamo dela od leta 1972 do 2013. Pomembno se mi je zdelo narediti širši izbor, zaradi tega, ker se mi zdi, da se pri Gorinšku določene oblike ponavljajo in se na nek način spreminjajo, transformirajo, ampak ohranjajo tisto svojo prvotno zasnovo od začetka do mogoče do njegovih kasnejših slik. Tako da je zanimiv ta pogled, kako so se stvari skozi desetletja na nek način spreminjale, pa vendar ostale zelo enake. Josip Gorinšek se je rodil leta 1936 v Pančevu v Srbiji. Po končani gimnaziji je razmišljal, da bi šel študirati elektrotehniko, fiziko in matematiko. Potem pa ga je v gimnaziji nagovoril nek profesor, če bi pač šel študirati slikarstvo, in se je odločil za slikarstvo in se je vpisal na akademijo v Beogradu. Leta 1960 se preseli v Slovenijo nazaj in leta 1990 do 1993 je bil predsednik Ljubljanskega društva likovnih umetnikov. Za to razstavo sem se odločil, ker so dela Josipa Gorinška zdela so se mi na nek hecen način sodobna, zdela so se mi nekoliko morda tudi spregledana, zdela so se mi živa, zdela so se mi, da utripajo s frekvenco tega časa. Čeprav so bila ta dela mogoče narejena skozi desetletja od 1972 do 2013, pa vseeno nosijo nek sodoben moment. In ko sem se vprašal, kaj bi to lahko bilo, je bilo namreč to, da zgleda, da ko je on razmišljal in se odločil za študij slikarstva, tako je razmišljal pač tudi o tem, da bi se mogoče odločil za študij, ne vem, matematike, elektrotehnike, ne? In je ta računalniški moment v njegovih slikah, je ta matematični moment, kjer je vse, obe strani enačbe sta uravnotežene, na nek način skozi inženirski pristop in skozi likovno občutljivost se nekako realizirala potem v njegovih platnih. Zdaj, če smo natančni in če pogledamo, vidimo, da je največkrat uporabljen format pri njegovem delu kvadrat, ne? To mu pomaga, to mu omogoča, da lahko enakovredno porazdeli po celotni površini barve v kompozicijo, ki pač potem, iz katere pač tvori to likovno napetost. Moramo se zavedati, da geometrijska abstrakcija v slovenskem prostoru ni nikoli zares napolno zaživela. Morda je to tudi razlog, zakaj Josipa Gorinška nikoli nismo videli samostojno razstavljati v, rečemo, teh glavnih razstaviščih po Sloveniji. Je pa razstavljal seveda temu primerno več v tujini, zaradi tega, ker je pač bila
kjer je bila pač ta geometrijska abstrakcija, geometrijska umetnost na nek način bolj udomačena, kot je bila pač mogoče pri nas, ne. Tako da se mi zdi, da je v tem pogledu definitivno ni dobil toliko pozornosti, kakor bi se mogoče, jaz mislim, njegova dela zaslužila. Poleg tega, da je bil slikar, je bil tudi grafik in pa dizajner, ne, ukvarjal se z dizajnom. Njegov je na primer logo zavarovalnice Triglav. Z opazovanja določenih njegovih slik se vidi, kje se je pravzaprav inspiriral. Ampak mogoče je bil to problem, da se je v določeni fazi v njegovih slikah da čutiti ta ploskovitost, ta občutek za dvodimenzionalnost je bolj kakor pač ta op art, ne, se pravi optična globina same percepcije njegovih del. To se je potem z leti na nek način tudi nekoliko spremenilo. Kasnejša dela že nakazujejo, da se je začel tudi s tem veliko bolj ukvarjati, se pravi, da ga niso zanimala samo barvna razmerja, ampak ga je razmišljala tudi, kako bi ta barvna razmerja skozi raster pripeljal do tega, da bi pač dal volumen določenim objektom, ki jih vidimo pač v njegovih slikah, ne. Tako da se vidi, da je sčasoma se tudi to na nek način prikradlo v njegovo slikarstvo, ne. Nekateri pač to razumejo kot bolj kompleksne poskuse, a ne. Meni se zdi to pač samo eden izmed, kako bi rekel, raziskovalnih poti, ki jih je pač skozi določene cikle Josip Gorinšek raziskoval. Vsa njegova dela, mogoče to je eden tudi od razlogov, zakaj so tako fascinantna, so narejena metodično, so narejena s čopičem, so narejena z roko, so narejena z nekim občutkom in so človeška, ne. Za vsemi temi deli stoji človek. Tako sliko danes s pomočjo računalnika in s pomočjo printerja ni težko narediti. Zelo hitro se jo da narediti. Če pa razmišljamo, da je o tem nekdo razmišljal 20, 30, 40, 50 let nazaj in da jo je potem ročno delal, se pravi, da jo je milimeter do milimetra natančno slikal mesece in mesece, se pravi, proces je bil mukotrpen, po moje včasih tudi zelo dolgotrajen, in če je prišlo do napake, ki se je dostikrat ni dalo popraviti, je moral pač celoten proces začeti od začetka. Se vidi, da te slike pravzaprav, čeprav izgledajo digitalne, čeprav izgledajo tehnološke, kakor da bi jih naredil stroj, vseeno iz njih proseva ta človeška roka, človek, ki je odzadaj. In to je en hecen občutek, ko si soočen s to kontradiktornostjo. Po drugi strani je te stvari, pač ravno zaradi tega, da je imel enakovreden dostop, je vedno delal na vodoravno, se pravi na mizi, a ne, kjer je bila pač ravna podlaga, ne pa pač na štafelaju, ravno zaradi tega, da je imel pač to kontrolo in da je lahko pač zelo natančno delal. Verjamem, da je imel šablone, čeprav v pogovoru z sorodniki pravijo, da šablon ni uporabljal, niti selotejpa. Tako da je na nek način to nek misterij, ki bo verjetno ostal še nekoliko ali pa zavedno zakrit, da nikoli ne bomo točno vedeli, kakšno tehniko je uporabljal pri sami izdelavi teh slik. Zdaj, kot dizajner je imel dostop verjetno do najrazličnejših teh barvnih skal, a ne, in iz tega jaz mislim, da je on veliko vzel in črpal pač za te svoje barvne kompozicije, ki si jih je pač potem zamislil. Vedno preden se je lotil izdelave take slike,
si je naredil eno majhno skico, na kateri je bil točno že narisan celotna struktura slike in zraven je imel še barvno skalo, po kateri se je potem ravnal in pa izdeloval te slike. Jasno, te slike pač vibrirajo, nekako oddajajo neke vibracije. Vibracije so tudi naslov nekaterih slik na tej razstavi in seveda variacije, ker je pač gre dostikrat za ponavljanje določenih modelov, ki jih potem on skozi leta spreminja, prilagaja, na nek način tudi raziskuje, ker pač išče različne načine, kako bi se lahko določene stvari manifestirale. Kar se meni zdi mogoče še pomemben ali pa kar mene kot gledalca nagovarja je ob gledanju teh slik, je, da se nekako počutim, kot da gledam nek sistem, utripanje enega digitalnega komunikacijskega sistema, ki na nek način nas danes obkroža. In mogoče, če bi delali portret, ne vem, umetne inteligence, da bi pač, če bi pogledali v notranjost, kako sistemi funkcionirajo, mogoče bi pač lahko videli, izpadli tako, kot mogoče izgledajo te slike. Se pravi, vidi se, da gre za neko uravnoteženost, vidi se, da gre za neko komunikacijo, da šibajo, kot da bi šibale informacije levo, desno, gor, dol. Ravno to se mi zdi, da je tisto, kar je te slike na nek način oživi in jih dela, po mojem mnenju, še danes sodobne in zanimive. Postavitev razstave so narekovali slike same. Izbor sem naredil na podlagi osebnega zanimanja in tako je na nek način v prvem prostoru so stvari, ki so nastajale v 70-ih letih in imajo še mogoče malo bolj dizajnersko, malo bolj ploskovito, malo bolj grafičen izgled, kjer imamo pač še te neke vijuge in veliko imamo tega negativnega prostora, praznega prostora. Potem se pa z leti počasi začne opazovati, da je tega, kako bi rekel, prostega teka, praznega prostora vedno manj in da se celotna površina gosti z vedno več informacijami, z vedno manjšimi elementi, ki začnejo, kako bi rekel, gostiti to likovno polje. Tako da je ta tranzicija od neke vrste od teh začetnih vijug, nekih meandrov, barvnih, govorimo pač vedno o teh nekih žarečih barvah, gre za akrile, ki so neverjetno živi. Jaz vem, jaz imam slike v galeriji iz 70-ih let, iz 80-ih let, ki so narejeni z akrili, pa tudi približno ne dosegajo te krome, kakor seva iz teh del. Te slike imajo tudi, kako bi rekel, skoraj bi rekel, da so občutljive samo za oko, da so narejene samo za oko, da se jih ne smeš dotakniti, so blazno občutljive, zelo lepo so ohranjene in potem se mi zdi, kakor da se je v vseh teh letih, ko je pač vedno več elementov prihajalo v njegovo slikarstvo, je potem leta 2013, kot da bi se hotel vrniti nazaj na 70. leta, začel kombinirati vse, kar je pravzaprav se do tega časa na nek način zgostilo, ali pa vse tisto, kar je spoznal v tem svojem procesu, v tej svoji rasti, v slikarski rasti, ker v nekem trenutku se je potem nehal ukvarjati z oblikovanjem in se je samo posvetil samo še slikarstvu. In je zanimivo, kako je pravzaprav v tej zadnji sliki, pač zadnja slika na tej razstavi, kako je potem to kompleksnost vseh teh elementov združil.
kot prvo ni več kvadrat, ampak je sestavil iz 3 kvadratov, uporabil je te meandre, vijuge in istočasno rastre, ki jih je uporabil pač v drugih slikah. In še eno stvar, se pravi, prej je vedno vertikalno in horizontalno delil slike, tle jih je pač obrnil v podkot. Tako da vidi se, da, kako bi rekel, da je prišel do te faze, je rabil veliko, kako bi rekel, izkušenj skozi različne poskuse, se je potem pač na koncu pač to skristaliziralo v neki taki sliki. In tudi v ostalih slikah je nekako omejen v barvni skali, se vedno nekako omeji na določeno, kako bi rekel, število barv, ki jih lahko kontrolira. Se mi zdi, da to pa v tej sliki je pa pač po številu barv, po številu, po kompoziciji, pravzaprav po vseh elementih, ki jih je noter dal, po tem, kar je hotel, da stopi v sliki naprej, kaj je zadaj, na nek način je skoraj lahko rečemo, da je dosegel svoj vrhunec. Josip Gorinšek je gotovo eden zelo zanimivih in na žalost spregledanih umetnikov, ki je svoje celo življenje posvetil geometrijski abstrakciji.